To je nadaljevanje prejšnjega videa o enakomernem kroženju, kjer bom govoril o centripetalnem pospešku pri enakomernem kroženju. Se zdi čudno, zakaj pospešek, ker govorimo o enakomernem kroženju. Vendar moramo razumeti to, da, torej, kot sem že rekel, velikost hitrosti se ne spremeni, vendar se spremeni njena smer. Torej se spremeni kot vektor. Če mi hitrost gledamo kot vektor, se spremeni, ker vektor ima ne samo velikost, vektor ima velikost, smer in usmerjenost. Smer se stalno spreminja, torej kot vektor se spreminja. In torej pospešek, kaj je po definiciji, je sprememba hitrosti deljeno čas, ki je bil potreben za to spremembo. Zdaj, ta vektor prej je tukaj v1, potem v2. Kot velikost imajo isto, ampak smer je drugačna. Zdaj, ta v2 ga prenesem sem. In hočem zračunati razliko, ker gledamo spremembo hitrosti. Sedaj se spomnimo nečesa. Torej, če imamo en vektor A in en vektor B, s pravilom paralelograma dobimo vektor, ki je vsota. Vektorska vsota. Ta pa je vektorska razlika. Opazite, da torej, tukaj sem zračunal A minus B kot vektor. Če bi zračunal B minus A, bi imel nasprotno usmerjenost. Vsekakor, zdaj gledamo A minus B in opazimo, da ta puščica kaže, kamor kaže puščica od A, ki je bil prvi od dveh v razliki, A minus B. Tukaj, če delamo razliko vektorjev, bomo dobili tak vektor. Če vi točno narišete, boste videli, da ta vektor kaže prav proti središču krožnice. Torej, ta vektor tukaj je vektor razlike v2 minus v1 vektorsko. In pospešek, zdaj tukaj gledamo vektorsko, ker ti so vektori, pospešek je prav sprememba hitrosti deljeno čas te spremembe. Ja, in kaže proti središču. Sedaj, ker kaže proti središču, se kliče centripetalni pospešek, na katerega je vezana centripetalna sila. Ker sila in pospešek sta povezana z drugim Newtonovim zakonom, sila je masa krat pospešek. Torej, recimo, da masa telesa kroži zmeri konstantna, sila in pospešek sta premo sorazmerna. Torej, zakaj, vi ste večkrat slišali verjetno o centrifugalni sili, zakaj tukaj centripetalna, razjasnimo en trenutek. Torej, ta vektor vsekako gleda proti središču. Mi potrebujemo centripetalni pospešek ali centripetalno silo zato, da kroženje, enakomerno kroženje sploh obstaja. Z druge strani, telo, ki kroži, občuti reakcijo po tretjem Newtonovem zakonu, akcija in reakcija, in telo, ki kroži, občuti centrifugalno silo, ki ga nese proti zunaj. Torej, pomislimo en trenutek na eno telo, ki kroži. Zato, da obstaja to enakomerno kroženje, mora biti neka centripetalna sila, ki deluje ves čas. Tukaj, katera je sila vrvice, sila, ki drži skupaj vrvico in ki vleče telo proti središču kroženja. Če mi pretržemo vrvico, medtem ko kroži, torej te sile ni več in telo zleti proč, in nimamo več enakomernega kroženja. Ta sila centripetalna je potrebna zato, da enakomerno kroženje obstaja. Telo, ki kroži, pa občuti centrifugalno silo. Sedaj, tukaj lahko se napravi eno izpeljavo, se napravi nekaj računov in dobimo izraz za ta pospešek. Zdaj, kot velikost ali centrifugalni centripetalni je zmeraj ista velikost. Sedaj nas zanima samo velikost, ne gledamo več vektorjev. Ta pospešek je kar produkt obeh hitrosti. Kotna hitrost krat obodna hitrost. In lahko dobimo še dva izraza
Zakaj? Ker mi poznamo zvezo med kotno in obodno hitrostjo. Obodna hitrost je kotna hitrost krat r polmer. Sedaj to lahko obrnemo, da imamo tudi ostalo zvezo. Tukaj to enačbo delimo z r. Tukaj izgine in tukaj imamo v ulomljeno r. Zato tukaj lahko damo omega krat v je omega krat r. Z druge strani lahko namesto omega damo v ulomljeno r krat v. In tukaj dobimo omega na drugo r in tukaj v na drugo ulomljeno r. Torej smo dobili dva izraza. Za centripetalni pospešek, če nas zanima centripetalna sila, je zelo enostavno, pospešek pomnožimo z maso in dobimo silo. Sedaj si jih napišem tukaj spodaj, te izraze. A je omega na drugo krat r, ali pa a je v na drugo ulomljeno r. Sedaj napravimo še eno vajo glede tega. Pomislimo na en avto, ki se giblje po enem ovinku. Sedaj ni treba, da napravi celo krožnico. Ta ovinek je del ene krožnice s polmerom 50 metrov. Torej, ta polmer je 50 metrov. Avto se giblje tukaj z določeno obodno hitrostjo, ki je 54 km/h. In avto ima maso 1,2 toni. Nas zanima dobiti centripetalni pospešek in centripetalno silo. Torej, če se nanašamo naprej, kaj je tukaj centripetalna sila v tem primeru avta, ki se giblje po ovinku? Je kar trenje med gumami in asfaltom, ki omogoča, da avto še zmeraj nadaljuje v svojem kroženju. Prav zato, če je cesta mokra in ni dovolj trenja, avto se ne uspe gibati po ovinku, ampak zleti proč od ovinka. Torej, tisto trenje je prav sila, ki je potrebna za to, da obstaja to vsaj del enakomernega kroženja. Moramo dati vse umirske enote. Tukaj imamo kilometre na uro, hočemo metre na sekundo. Ta 54 moramo deliti s 3/6 in dobimo 15 metrov na sekundo. Sedaj lahko zračunamo centripetalni pospešek, je v na drugo ulomljeno r, torej 15 na drugo metrov na drugo ulomljeno sekund na drugo ulomljeno r, ki je 50 metrov. Ti metri se uničijo z drugo potenco tukaj, ki smo imeli metre na drugo. 15 na drugo ulomljeno 50 je 4/5, česa meter na sekundo na drugo, ki je prav enota pospeška. Torej vse se ujema. Sedaj izračunamo še silo, centripetalno silo, je masa krat pospešek. Masa 1,2 toni, moramo pretvoriti v kilograme, 1200 kilogramov. Torej, 1200 kilogramov krat 4/5 metrov na sekundo na drugo. 1200 krat 4/5 je 5400. In sedaj se moramo spomniti, kilogram, meter, ulomljeno sekund na drugo je prav newton. Iz 5400 newtonov, ali če hočemo 5/4 kilonewtonov. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.